Sodelovala sem v projektu Pobeg iz institucije, kjer smo naredili digitalno sobo pobega. Pri projektu sem se odločila za sodelovanje, zato ker sem se hotela še več naučiti o hendikepiranih in o vsem tem, čeprav že veliko vem. Naučila sem se veliko stvari, rada bi pa, da se moji vrstniki zavedajo, da osebam na vozičkih ali pa s kakršnimkoli hendikepom jim je boljše, če rečemo hendikepirani kot invalidi, ker če rečeš invalid, pol sam prevedeš v angleščino in je invalid. I decided to go to the exchange mostly because I was bored. Not something that I would usually do. That's speaking in front of other people isn't something I would usually do. That's not so that other people won't have to do it because I probably have done it later. Prostovoljki so postali, zato ker imava radi otroke, rade pomagava drugim. Prostovoljske dejavnosti so, da hodiš v mlajše razrede in jim pomagaš pri nalogah, se igraš z njimi. Najbolj mi je všeč hoditi v mlajše razrede, še posebej k učiteljici Majdi, zaradi tega, ker je moja najljubša dejavnost pravljični krog, ker moramo biti vsi tiho, da prvo preberem pravljico. Zdijo se nam ful energetični, pa lušni. Če sem slabe volje, se počutim poslušano, ker oni vedno povedo, da vse po resnici nikoli ti ne bodo lagali. Jaz sem posnela skladbo za mladinsko oddajo prvič. Z glasbo sem se začela ukvarjati pri 3 letih, ko sem se vpisala v glasbeno šolo Celje. Potem pa sem se začela učiti klavir in nadaljevala s petjem. Spot za oddajo prvič je nam mladim glasbenikom odprl res en tak velik pogled v glasbeno produkcijo. Mi nismo tega navajeni, navajeni smo garaž, raznih kleti, kjer ustvarjamo svojo glasbo, tako da je bila res dobra priložnost. Idejo smo dobili zato, ker sva imela midva na telefonu naložen Family Link in se nam je zdel zelo dolgočasen in brezvezen. In sva začela razmišljati, kako bi midva naredila ta Family Link, da bi bil bolj zabaven tudi za otroke. Tudi zelo rade se gibava. Sva želeli tudi to nekako vključiti in tako smo dobili idejo za aplikacijo Fonout. Za narediti kakšen tak projekt trebaš v bistvu dosti časa, volje in tudi ljudi, ki bi ti lahko pri tem pomagali. Preteklo leto smo dosegli prvo mesto na odprtem evropskem prvenstvu na Norveškem. Tekmovanje FLL First Lego League je sestavljeno iz 4 delov. Tretji del je projekt, kjer ekipa na določeno temo določi problematiko ter jo reši s pomočjo strokovnjakov ter virov. Mi smo se pri tem odločili za kuhanje, saj smo ugotovili, da je to skupni hobi ekipe. Ustvarili smo knjigo, ki z tehnologijo in umetnostjo pomaga otrokom začeti s kuhanjem in se nad njim navdušiti. V bistvu, ko sem bila majhna, sem najprej sprobavala vse različne discipline. Uživam v bistvu v vseh disciplinah od 400 do 800 metrov. Najbolj všeč mi je pa 800 metrov, zato ker je hitra, ampak ne predolga disciplina. Užitek v športu se mi zdi pomemben, zato ker če ti v nečem uživaš v življenju, ti ne bo nič težko. In ob tem še slediš svojim ciljem oziroma sanjam, ki si jih zadal, se mi zdi to super. Šport ti da veliko, da ti prijatelje, nek zdrav življenjski slog, disciplino, fokus, vztrajnost. Vzame ti pa glih prosti čas, ker tisti prosti čas, ki ti ostane, ponavadi porabim za učenje.
Ta magični svet cirkusa sem odkrila prek Slovenija ima talent. Sem takrat začela, prej sem plesala in ja, v bistvu tako se je vse začelo. Večinoma treniram na sili, treniram 4 na teden. V cirkusu imam zelo veliko prijateljev, med vrstniki se dobro razumemo, tudi v skupini. Velikokrat se hecamo, pa govorimo šale. Zaenkrat se fokusiram na to, da bi se zdaj potrudila, pa da je zdaj zabava. Drugače pa, če bom uspešna, bi računala, da bi lahko tudi bila moja kariera. Čas sem začela igrati med korono, ko mi je bilo dolg čas in sem si mislila, da nekaj rabim delati. Igrala sem s svojim očijem in svojo sestro, ki je pa že znala šah malo iz šole. Šah je najboljša igra zato, ker se ne da vsega naučiti in ker je potem fajn, ko premagaš starejše ali pa boljše od tebe in ko lahko dobiš pokale in medalje za dober uspeh. Pomagala sem pri sodelovanju tedna otroka v šolskem parlamentu. V šolskem parlamentu pa sem predvsem zato, ker bi rada na nek način pomagala šoli in naredila nekaj dobrega za ljudi, ki so na tej šoli. In mi imamo različne ideje, ker poznamo našo generacijo in otroke in vemo, kako bi lahko pritegnili in spodbudili otroke, ampak naši odrasli velikokrat ne slišijo, ker se jim zdi ta ideja preveč zakomplicirana ali pa preveč zahtevna. Nad letenjem sem se navdušil že v otroštvu. Prvič sem prišel na to letališče, ko sem bil star 14 let in sem potem bil tle in sem pomagal potiskati jadralne letale, jih umivati. Potem sem se pa isto zimo šel šolat. Tistega avgusta sem imel tudi prvi samostojni let nad letališčem. Zdaj imam vseh letov okrog 80. Prišlo je to skupaj na 50 ur letenja.